Danes je sindikat kemijske, nekovinske in gurmanske industrije... Gumarske. Se opravičujem. Danes je sindikat kemijske, nekovinske in gumarske industrije začel zbirati podpise za referendum o slabi banki. Minister za finance Janez Šušteršič namreč ni hotel v zadostni meri prisluhniti predstavnikom kemijske, nekovinske in gumarske stroke, ki so mu razlagali, da je vladni koncept reševanja bank zgrešen. Predstavniki kemijske, nekovinske in gumarske stroke so finančnemu ministru namreč razlagali, da bi banke najprej reševali z dokapitalizacijo iz državnega proračuna. Šele v primeru, da ta pristop, ki vključuje porabo davkoplačevalskega denarja, ne obrodi sadov, pa naj se uporabijo alternative, so še predlagali predstavniki kemijske, nekovinske in gumarske stroke. Finančni minister, ki se na kemijsko, nekovinsko in gumarsko stroko očitno ne spozna, pa jim je razlagal nekaj o tem, da smo z dokapitalizacijo poskusili banke reševati že večkrat, a brez uspeha. In ker predstavniki kemijske, nekovinske in gumarske stroke niso popustili, je navrgel še, da za dokapitalizacijo pač ni denarja. Vendar prej omenjena stroka ni sprejela tega argumenta. Finančni minister Janez Šušteršič je bil zaradi neuspelih pogajanj žalosten in zaskrbljen. Nekateri trdijo, da je sam pri sebi celo potiho dvomil o kompetencah kemijskih, nekovinskih in gumarskih strokovnjakov na področju financ, kar je seveda krivično do kemijske, nekovinske in gumarske stroke. Minister očitno ni pomislil, kakšno srečo ima, da svojih pogledov na reševanje bank niso predstavili denimo še lovci, krotilci kač ali slepi potniki s Titanika. V soboto so ulice in trge našega glavnega mesta preplavili protestniki. Kaj natančno so želeli doseči, pravzaprav ni čisto jasno. Ena od udeleženk, šolnica iz Domžal, je že dan pred protesti, torej v petek, dogajanje napovedala takole. Jutri bomo na ulici glasni, vsekakor. Ne bo nas zeblo ne v glavo, imeli bomo dobro pokritost, niti v vrat, tudi v roke ne. Ob tem je prav po pedagoško pokazala trobljo, kakršne so dan kasneje pomagale protestnikom, da so bili glasni. Nato pa je ponosno predstavila še modni komplet, sestavljen iz čepice, šala in para rokavičk, ki naj bi protestnikom grel glavo, vrat in nežne ročice. V soboto je bilo sončno in modna revija je žal odpadla. Prav zato lahko pričakujemo ponovitev protesta, ko bo zima pokazala zobe. Proti čemu bodo protestirali takrat, še ni znano. A Lajnar iz Kranja je na Twitterju zapisal, da bi to lahko bil tudi protest proti polni luni ali proti plimovanju morja. Twitteraš Darko B. pa ne izključuje niti demonstracij proti zakonu gravitacije, proti Maxwellovim enačbam ali proti Heisenbergovemu načelu nedoločnosti. The way I figure, if we all work together and cooperate, we may be able to bust out of this zoo. Z umikom predloga o selektivnem povišanju DDV pa se je vlada izognila vsaj protestom malih živali in hišnih ljubljenčkov, ki so tudi napovedovali upor proti ljudomrzni vladi. Kot blisk se je namreč razširila vest o tem, kako je poslanec Pozitivne Slovenije Jerko Čehovin napovedal, da bo zaradi zvišanja DDV svojega mačka odslej hranil z mesom iz mesnice. Črne muce se plazijo po mestu, s črnim mačjim krznom v starih sivih hišah odpirajo svoj gobček, rdeče rožnat gobček, ki lačen je mesa. Meso iz mesnice? So bile ogorčene mačke. Blih, fuj in fej. Zaskrbljenost se je razširila tudi med pasjo populacijo. Kaj bo z nami?
so se spraševali človekovi najboljši prijatelji. Če bodo zaradi ukrepov osovražene vlade Janeza Janše morale celo mačke jesti meso iz mesnic, kaj se utegne zgoditi šele z nami? Z vami? Ja, vi, ki ste človeku tako zvesti in podložni, boste morali pač nositi svoj del bremena krize. So privoščljivo mjavkale mačke. Svoj del krize? Kako to mislite? Je zanimalo pinče, foksterjerje, rottweilerje in male čivave. Ja, medtem, ko se bomo me žrtvovale z uživanjem mesa iz mesnice, boste morali vi pač miši loviti. Moje miške, majce ne, so edina stvar, ki imam jo še. Vse ostalo je že šlo za ognjeno vodo. Kot rečeno, je vlada v strahu še pred enimi demonstracijami predlog selektivnega DDV umaknila. Tako hudo, da bi mačke prenehale kupovati Viskas, očitno v tej deželi še ni. Zdaj se z njimi dobro že poznam in dal sem nekaj jim ime.